Pozdravljeni na predstavitvi knjige Kdo vam laže, ki je nastala na podlagi vam verjetno vsem znane oddaje Kdo vam laže. Z mano je gost, gospod Janez Janša. Za zamudo ni kriv on, ampak Dars, ker je nujno treba razkopati pol Štajerke, namreč prišel iz Maribora. Ampak na hitro, ta knjiga je posvečena aktualni oblasti, čeprav je sama oddaja nastala takrat, ko se je začelo v slovenski politiki intenzivno lagati. To je v času covida, ko se je poskušalo prikriti dejansko stanje, dejanske probleme, seveda je pa dobila svojo popolno nadgradnjo z aktualno vlado in o tem bova govorila z mojim gostom, kaj se je zgodilo s slovensko politiko. Od nekdaj je seveda bila polarizirana, ampak polarizirana na resnico in laž pa še ni bila, oziroma vsaj še nikoli niti blizu temu ni bila. Seveda je ta knjiga namenjena tudi proslavi ali pa oznanitvi 10-letnice delovanja Nove24 TV, ki bo 1. marca, natančno 1. marca na prihodnje leto bo 10 let, kar smo začeli. Napovedovali so nam kratek dah, pa je minilo 10 let in nič ne kaže, da bomo odnehali. Ampak kaj več boste prebrali v knjigi, je nek kratek uvod nastajanja Nove24 TV in same oddaje, pa seveda en tak pregled mandata aktualne oblasti, se pravi, ko boste gledali, boste ugotovili, kako veliko so vam lagali, pa tega niti desetina ni noter. Ampak dejansko, gospod Janša, laž je postala nova vrednota, se pravi, sploh nikogar več ni sram lagati. Ja, najprej lepo zdrav vsem skupaj. Upam, da ne bo zaspalo na teh udobnih sedežih. Vi boste imeli večje probleme, niso tako udobni. Tudi opravičilo za zamudo v organizaciji Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve smo imeli v Mariboru z mladimi en tak lep pogovor. Polna dvorana mladih, ki jih zanima, kako je Slovenija nastala, ker v šolskih programih je tega pač bolj malo. Tudi tam je veliko laži, in naj začnem s tem zahvalo, da to razgaljate. Pa s čestitko za skoraj 10. obletnico, da ste stali in obstali, ni bilo enostavno. V času, ki je postajal bolj gluh, bolj gluh za resnico, to pa se je zgodilo zato, ker so ukradli besedo, ali pa so poskušali ukrasti besedo. Zdaj v Svetem pismu, v Evangeliju po Janezu piše, na začetku je bila beseda, in po njej je vse nastalo in ta je bila pri Bogu. Zdaj mi imamo danes velikansko težavo s tem, ker se srečujemo z situacijo, ko je bilo marsikje ta beseda ukradena. Sej tisti, ki smo živeli še v bivši državi, na nek način poznamo tisti grobi način kraja te besede, ko so se stvari direktno poimenovale z svojim nasprotjem. Jugoslavija je bila najprej ljudska republika. V času, ko se je največ ljudi pobilo pa zaprlo, strani države se je ta imenovala ljudska. Pa komunisti so izvedli revolucijo in prevzem oblasti pod imenom najprej ljudska, pa potem osvobodilna fronta. In tako naprej, in tako naprej. Skratka, živeli smo v neki državi, kjer je bila beseda ukradena pravzaprav z ustavo. S tisto ustavo, z redom, takim kot je bil. In je velika večina vedela, da je to laž, da je to
da temu ni tako. No in o tem smo se osamosvojili in zgradili neko demokratično skupnost, kjer je tudi v naši ustavi beseda spet dobila, oziroma kjer je resničnost spet dobila zgodovinsko oziroma ustavno formalno pravico. No, ampak če danes pač po 35 ali pa 34 letih, odkar smo dobili to ustavo, pogledamo, ali smo dejansko v času, ki je prelom za tistim prejšnjim, pa bi žal težko rekli, da je temu tako. In danes se pač laž prodaja ne z grobo potvorbo, pa z grobo silo, pa brani z členom 133 v Kazenskem zakonu, ampak se to prodaja pod drugim imenom, z tem, da se kradejo pojmi. In največja kraja se dogaja ravno na področju, ki ga tudi vi pokrivate, se pravi, ko gre za medije, ko gre za pluralnost, ko gre za svobodo izražanja. Zdaj, če danes pogledate, kaj dejansko piše, tako v naši ustavi, kot v številnih mednarodnih deklaracijah, pa recimo v prvem amandmaju k ameriški ustavi, ki je verjetno prva opredelitev pravice posameznika do svobode izražanja in veroizpovedi. V tem tam najdete čisti jezik, čisto besedo, neukradeno besedo, neukraden pomen. Govori se o svobodi posameznika, se pravi nas kot oseb, kot individuum, do svobode izražanja. Če pa danes pogledate recimo naše ali pa evropske ali pa zahodne medije, v veliki večini tega pojma ne uporabljajo več. Ne uporablja se pojem svoboda medijev. Čeprav medij ni oseba, medij je stvar. Vi ste tudi mediji, ampak medij je sredstvo, preko katere bi se morala svoboda izražanja uresničevati. Kar seveda pomeni, da morajo biti mediji pluralni, da se tam vidi pač prvič, da se poroča resnično, se pravi, ali se je neka stvar zgodila ali ne. Ko pa gre za mnenje o tem, ali je ta stvar dobra ali slaba, ker smo pač različni in različno gledamo na zadeve, pa morajo biti različni mediji, ki različno pač ta mnenja posredujejo. No, ampak v tem našem orwellovskem svetu se je to popolnoma postavilo na glavo. In danes se pravzaprav tudi sam pojem svoboda izražanja, tako kot je opredeljen v naši ustavi, kot je bil opredeljen pred 250 leti ali malo kasneje v tem prvem amandmaju k ameriški ustavi, prva takšna moderna opredelitev, končno tudi v aktih, ki so takrat, ko je nastajala Evropska unija, govorili o tej temi. Ta pojem je izrinjen iz javnega prostora in je prenešen tako kot časih, ko so bile človekove pravice praktično prenešene grobo na partijo pa na državo, je zdaj to prenešeno na neke institucije, ki so jih levičarji preko tega kulturnega boja in kulturnega marksizma v tem času obvladali. To ni samo problem Slovenije, je seveda tudi problem celotnega zahodnega sveta. V Sloveniji je ta problem še toliko večji, ker se to ni zgodilo na ta način, da bi se neko dobro polje pokvarilo, pa bi tam zrastel plevel.
pri nas se neko staro slabo polje še ni očistilo plevela in zdaj je to pač, ker tranzicija tukaj v Sloveniji praktično ni bila uspešna ali pa ni bila dokončana in se je ta plevel zaradi tega še toliko bolj razrastel in veliko večino ljudi v Sloveniji je bilo še toliko lažje pripeljati čez vodo. In danes imamo neko situacijo, ko celo Evropska unija, v katero smo pred 20 in več leti Slovenci šli tudi zato, da bi tam bile naše človekove pravice varovane in ščitene, med temi pravicami tudi svoboda izražanja, to svobodo omejuje. Smo namreč v digitalni dobi, kjer je tehnologija omogočila, da je vsak med nas na nek način medij. Vsak ima danes pameten telefon ali računalnik in račun kakšnega od teh družabnih omrežij je lahko medij. No in ta zmaga kulturnega marksizma, ki je prevladal v medijih, v kulturnih institucijah, predvsem pa na univerzah, oziroma tam, kjer se pač ustvarja zavest. Kdor je prebral knjigo Sao Paulo Forum in kulturna vojna, ve, o čem govorim. Zdaj ta prevlada mehanizma, s katerim se v veliki meri ustvarja javno mnenje, pa kreira zavest, je bila s tem ogrožena in seveda prišla je reakcija. Tako da danes imate v Evropi veljaven Digital Service Act oziroma akt o digitalnih storitvah, ki tudi vsem tem platformam, ki so glavnem ameriške, nalaga, da rekel čisto po domače, neke vrste cenzuro. In Evropska komisija ima recimo v Sloveniji pogodbo z tako imenovanimi nevladnimi subjekti, kolikor vem, je to ta združba, ki se imenuje Oštro, Anuška Delića, še slovenskega imena si niso dala, Oštro. In oni v bistvu izvajajo cenzuro tega, kar vi pišete na profilih. In mislim, da imajo pogodbo tudi z nekim spletnim očesom, ki je, mislim, da v domeni Fakultete za družbene vede, ki vemo, kam je pač politično nagnjena. In oni imajo pravico, da pač cenzurirajo objave na omrežjih oziroma celo predlagajo in dosežejo ukinitev profilov. V glavnem pa gre za shadow ban, se pravi, enostavno lahko omejijo doseg tega, kar bi sicer nek vaš zapis ali pa neka objava, nek filmček, neka slika dosegla pač pregledov oziroma bralcev ali gledalcev in tega verjetno niti ne veste. Je to zdaj nekoliko težje, ker so pač te ameriške platforme po zmagi Trumpa v Ameriki, predvsem pa potem, ko je Elon Musk kupil X, v bistvu odpravile svoje kontraktorje, ki so prej delali cenzuro, se pravi, nimajo več pogodb z njimi, je pa vmes skočila Evropska unija oziroma Evropska komisija, ki na nek način to izvaja. Se pravi, nečesa, kar zdaj v Ameriki ni več, imamo v Evropi še vedno veliko in je to trenutno problem. Jasno je, da so tisti, ki so ukradli besedo in si polastili in spremenili sam pomen ali pa prenesli neko pravico, ki jo imamo ljudje na institucijo in naredili na bolj sofisticiran, zvit način tisto, kar so komunisti prej naredili na grob način z revolucijo. Pač jasno je, da
vsako razkrinkavanje te situacije za njih predstavlja napad na medije. In se pravi, najprej so to pravico prenesli na institucijo in zdaj pa, če ti nek medij kritiziraš, ne, recimo, če kdorkoli od nas, ki ima izvorno človekovo pravico do svobode izražanja, kritizira nek medij, ker je pač objavil neko laž, ne, pravijo, to je pa napad na medije. Mislim, to je pa ta druga stopnja sprevrženosti. No in jasno je, da je v tej situaciji, ko je vanjo posegla pač vaša oddaja, kdo vam laže, a ne, nastalo veliko nemira, ker je to pač zdaj pa na ravni klasičnega medija, ne, ki je dostopen pravzaprav vsem, tudi tistim, ki pač niso digitalno vešči, ne, vzpostavilo neko ogledalo. Ne. In zato imate ne vem, preiskovalno komisijo Tamare Vonta, ki je nezakonita, ker ona je v konfliktu interesov, sploh ne bi smela voditi to komisijo, pa se zdaj Državni zbor glede tega spreneveda. In bom rekel, stalne laži, ki se pač usmerjajo proti ogledalu. In tukaj je zelo zanimivo spremljati tiste, ki so prej govorili, vam pa ni všeč, ne vem, nacionalna televizija ali pa Pop TV, ker vam postavlja ogledalo. Zdaj, ko pa vi njim postavljate ogledalo, pa to ogledalo ni več v redu. Ampak veliko ljudi se vendarle zaveda pomen ogledala, pa izvornega pomena same besede, ne, svoboda izražanja, zato bom rekel, se ne bojim za vašo usodo. Da je pa veliko tehničnih stvari, ki so bile povedane, pač prišlo tudi v knjigo, je pa dobro, ker pač ljudje smo še vedno taki, da ko nekaj lahko primemo v roke, ne, je to za nas bolj realna stvar, kot če nekaj sam pogledamo, pa pol pozabimo. Ja, zdaj, če potegnem eno vzporednico, ne, v prejšnjem sistemu se je kljub totalitarni oblasti ta oblast trudila delati vtis, da so mediji pluralni. Ne. Poskušali so nekako prikazati, da so profesionalni. Zdaj, če govorim predvsem o zadnjem mandatu, se je pa dejansko brutalno poseglo v vse medije. Nacionalna televizija je depolitizirana, očiščena janšistov, komercialna televizija je dobila posebne dodatke, pogodbe z državnim podjetjem. Mi pa ne samo, da nas preiskuje, kar je sicer nenavadno, da vladajoči uporabljajo orodje opozicije, namreč preiskovalna komisija je v osnovi mišljena kot orodje opozicije za nadzor oblasti. Imamo hišne preiskave, policija nas preiskuje, inšpekcijske službe in dva predsednika vlad v tem času, kar smo mi nastali, sta javno pozvala oziroma dala fatvo prepoved oglaševanja. Se pravi, direkten napad na nekoga zgolj zato, ker jim ni všeč, kar govorimo. Ko ste vi bil predsednik vlade nazadnje, če bi naredil kaj podobnega, po moje bi kolej zmanjkalo v Sloveniji. Tako da mediji so postali dejansko v službi oblasti, niso več, niti ne poskušajo biti pluralni. In če greva zdaj na aktualno dogajanje, to je zadnji referendum, kjer je bilo neposredno videno, kaj je laž. Se pravi, zagovorniki zakona so govorili o življenju. Se pravi, življenje so propagirali tako, da bi človeka ubili. Najbolj se je pa izpostavila, mislim, pa to je ena zelo pomembnih manipulacij, tudi bo zelo verjetno se dogajala pred naslednjimi volitvami, ki bodo marca, so pa tako imenovane ankete javnega mnenja, ki so gladko vse prikazali in to z 20% razliko, da bo referendum oziroma da bo zakon ostal in da zagovorniki oziroma nasprotniki zakona nimajo nobenih šans, pa realnost pokazala nekaj drugega. Ne? Ja, me veseli, da ste izpostavili ta svež primer.
samo dogajanje okrog tega referenduma ima verjetno dovolj vsebine za kakšnih 5 vaših oddaj ali pa 10, pa še nadaljuje se. Zdaj, kar se tiče depolitizirane nacionalne televizije, mimogrede, hkrati, ko so rekli, da so televizijo, za katero prostovoljno ali pa prisilno večina nas plačuje, ko so rekli, da so jo depolitizirali, so uvedli nedeljsko oddajo, ki se imenuje Politično. Tako da, in to ni bilo niti opaženo v javnosti, kar pomeni, da so nas precej dobro skuhali v mlačni vodi kot žabe. Skratka, narediš praktično isti teden, isti mesec kontradiktorno stvar, pa se to pač niti ne opazi. No. Se pa seveda to ni opazilo, po moje tudi zato, ker to hišo so res očistili tistih par, kot so rekli, janšistov, ampak še bolj uspešno so pa očistili nacionalno televizijo gledalcev. Jaz danes skoraj ne poznam nikogar, ki bi to še gledal. Razen pač kakšne filme in oddaje, ampak informativne oddaje tam, ne vem, mogoče kdo kaj nazaj pogleda, drugače pa poznam zelo veliko ljudi, ampak med njimi skoraj ni benga, ki bi to hišo še gledal. Zdaj, kar se tiče pa reakcije ali pa reakcije pred tem referendumom v sami kampanji, pa predvsem včerajšnji dan, je tudi zelo poveden. To ni bil prvi referendum, ki smo ga imeli. Tudi tema nedeljskega referenduma, ki je bil naknadni zakonodajni, je že bila enkrat na referendumu, ko je bil posvetovalni referendum o tem, da se uvede evtanazija. No in primerjajte dogajanje potem, ko so bili razglašeni rezultati takrat in zdaj. Zdaj ti tako imenovani objektivni mediji, ki niso Nova 24, kot pravijo, so takrat, ko je vladna koalicija tiste 3 posvetovalne referendume dobila, poročali, rekel unisono, se pravi soglasno, v tem stilu, velika zmaga vladne koalicije, velika zmaga levice, to so bili naslovi, komentarji in seveda tudi predstavniki zmagovite strani so bili potem v studijih in so to komentirali in se hvalili in tako naprej. No, včeraj je bil pa rezultat drugačen, oziroma v nedeljo je bil pa rezultat drugačen. In koga ste včeraj videli v teh studijih, Pop TV je povabil 2 propadla politika, ki sta komentirala kot neodvisna komentatorja. Nacionalka je menda imela šefico agencije za merjenje javnega mnenja, ki je napovedala 60% za, pa je bilo 53% proti, zdaj pa ona to komentirala. Morala bi se skriti 7 metrov pod zemljo od sramu, zaradi laži. Sej, tudi nekatere druge agencije, ki pač niso čist ali pa ki niso pač režimske, so delali ankete in nobena ni pokazala 60% podpore temu zakonu. Se pravi, tukaj bilo že na samem začetku nekaj narobe, oni so hoteli pač z objavljanjem teh številk ustvariti apatijo. Sej se ne splača iti, sej itak so oni že zmagali, kar se pač običajno dela. Se pravi, ta referendum je zelo razkrinkal pač te laži, ampak seveda včeraj je bil damage control nekako to zakrit, pa podobno je bilo maja, ko smo še z večjo razliko, pa še z večjo udeležbo pravzaprav, ko je šlo za naš rezultat, za rezultat pač proti vladi, zmagali na referendumu o nekulturniških privilegijih, povsod se je pojavil ta dvojni pristop. Obraz te kampanje proti zakonu je seveda bil Aleš Primca, ampak jaz včeraj njega nisem videl v nobenem studiju teh osrednjih medijev, kjer bi on to komentiral. Verjemite mi, če bi bil rezultat obraten, tam bi se slikali predstavniki vladnih strank
verjetno še predsednik vlade, ki je mislil, da zmagal, pa zato ni šel na vrh Evropska unija Afrika, je ostal doma, bi se zelo verjetno naslikal v kakem studiu. Zdaj, ker pa je bil rezultat drugačen, kot se je pričakovalo, se je pač stvar zdaj skuša prikazati popolnoma drugačen. To se bo zdaj v teh naslednjih dneh, ko se je poročalo, še nadaljevalo, predvsem bodo skušali to temo umakniti iz javnega prostora. Sicer bi pa poslušali cel mesec. Tako da tem vam ne bo zmanjkalo. Ja, natanko tako. Oddajo Kdo vam laže sem v tej obliki začel delati aprila 2020, takoj po prisegu vaše vlade, kot, bom rekel, neko osebno reakcijo na laži, ki so se takrat širile. Ne vem, koliko se spomnite, v tistem času seveda je prihajal COVID iz Kitajske v Italiji, je bila že res katastrofa. Naši mediji so predstavljali razne neumnosti in zagovarjali, češ, da je vsako ukrepanje kršenje svobode in ne vem kaj. Pravzaprav v prvi fazi so nas proglašali da širimo paniko nepotrebno, češ, da je pandemija, epidemija izmišljena in tako naprej. No in v tistem času smo mi dosegali rekordno gledanost in rekordno branost portala, ker smo pač bili edini, ki smo poročali po resnici. In od takrat do danes sem jaz delal praktično 2, 3, tudi po 5 oddaj na teden, skoraj vsak dan, več kot 1000 oddaj sem že naredil in to, kar ste zdaj na koncu rekel, sploh nimam težav najti materijala. To je tisto, jaz vzamem katerikoli nastop predsednika vlade. Jaz samo, da ga dobim, da je nekaj povedal, grem gledati, se je zagotovo zlagal. Je nemogoče, velikrat je sploh nemogoče vseh neumnosti na poslanskih vprašanjih vehementno razlaga stvari, ki so enostavno preverljive. Danes v obdobju interneta z 2 kliki preveriš, kakšna je gospodarska rast, preveriš, kakšna je inflacija, kakšne so gospodarske napovedi. Ne vem, nazadnje je govoril, da smo Slovenci najbolj progresivni, hvala Bogu nismo, Jaz se s tem ne bi hvalil, da smo najbolj progresivni, v resnici smo tam na 40. mestu, ampak ni mu problem reči karkoli, zato da bi nekako, niti ne vem zakaj, se to je vprašanje za vas, vi ste v politiki, praktično ste bil sopotnik vsem, tako brutalno, neresno ali pa moralno izprijeno, kot je to, kar zdaj gledamo. Kaj se je zgodilo, da primer, jaz recimo ne razumem enega Uroša Slaka ali pa ne vem, novinarjev na nacionalni televiziji, predsednik vlade, se pravi, zgodi se katastrofa v Novem mestu, pride in reče v istem stavku, 2 ministra sta odstopila, ker sta prevzela odgovornost, če bi pa jaz odstopil, bi bil pa to beg pred odgovornostjo. In novinarji ga mirno gledajo in to pogoltnejo. Uroš Slak vemo, da zna, bi ga lahko raztrgal, pa ga ne. Ja, seveda, oni vedo, da je to neumnost, vedo pa tudi, da na njo ne smejo reagirati. Ker če bi, tega sploh ne bi bilo. Mi ne imeli te vlade, kjer imate pač, ne vem, ministra za delo, ki še nikoli v življenju ni delal, pa ministra za solidarno prihodnost, ki še nikoli iz svojega ni nikomur pomagal, pa lahko bi še našteval. Nikoli, če bi, kar se tiče tako imenovanega mainstream novinarstva, ki pač to ni, uporabljali iste vatle za vse. Predstavljajte si, da bi recimo nekdo v naši vladi, v prejšnjem mandatu, ko so imeli dejansko težko situacijo, ko so ljudje umirali, ko je postelj zmanjkovalo v bolnišnicah, da ne govorimo o zaščitni pa medicinski opremi,
da bi jaz ali pa nekdo od naših ministrov takrat rekel, da je smola, če ima še kdo starše žive. Razumete? Tukaj pa je v jeku te referendumske kampanje enostavno v parlamentu, pred kamerami, v neposrednem prenosu dr. Golob izrekel ta stavek. Nekateri ministri, ki so zraven sedeli, tam smo opazovali, so se malo zdrznili, večina pa niti ne. Se jim to ni zdelo. Zakaj se to dogaja? To se, ne vem, kje bi začel, Nietzsche je zapisal, Boga ni, vse je dovoljeno. To je filozofija, ki smatra, ali pa strukturna, vrednotna, filozofska, če hočete, podlaga današnje levice, ne samo v Sloveniji, ampak nasploh na Zahodu, z mogoče nekaj redkimi izjemami, je to ravno to. Vse je dovoljeno. Prav je tisto, kar mi pravimo, da je prav, kar drugi delajo, je avtomatsko narobe in lahko delamo karkoli, ne bomo kaznovani. Vse časih to iskreno priznajo. Recimo Zoran Janković je bil, takrat so mene poslali nezakonito v zapor, gost nedeljske oddaje na hrvaški televiziji in so ga vprašali, vi se pa nič ne bojite, da bi vas aretirali? Ne, je rekel, jaz sem bil skozi proti politiki Janeza Janše, zato se tega ne bojim. Se pravi, je dejansko v kamero povedal, mi smo nedotakljivi, ker smo pač mi. In iz tega potem izhaja to, da seveda govorijo, kar jim pade na pamet in tudi, če se zavedajo, da mogoče so ustrelili kakega kozla, si mislijo, sej v bistvu bomo že poskrbeli, da se bo to prikazalo tako, da bo zvenelo drugače ali pa prav. Če se pa to ne bo dalo, se bo pa to itak ignoriralo, se pač ne bo objavilo. In danes imate polno teh stvari, ki so izrečene, ki jih vi pol v svoji oddaji razkrinkate, dočim novinarji pa uredniki na nacionalni televiziji, Pop TV-ju, v tem časopisnem konglomeratu, kolikor obstaja na radijskih mrežah, pa tega enostavno ne omenijo. Se to, kot da se to ni zgodilo, se to zignorira. Mal teže je danes, ker pač tudi preko omrežij se da kljub temu aktu o digitalnih storitvah Evropske unije še vedno stvari ne daje se popolnoma cenzurirati. Poleg tega pač politično dogajanje v Sloveniji ni ravno najbolj, rekel, ključno za preživetje te ideologije in se s tem tudi toliko ne ukvarjajo, kot če bi se to dogajalo v kakšni večji evropski državi. Ampak kljub temu se na tem vztraja. Posledica pa je seveda, da, oziroma tako bom rekel, gledano objektivno je za vsako vlado ali pa za vsako oblast zelo težko, če te vsi kritizirajo, pa če je 90% medijskega prostora zoper tebe. Ko se vsako stvar, ki jo narediš, če je zelo dobra, se zamolči, če je dobra, se razglasi za slabo, če narediš napako, se pa to razglasi za zločin. Je pa seveda še en pristop, ki je, kar se tiče dolgoročnega preživetja neke opcije, slabši. To pa je, da tudi če delaš napake, te hvalijo. In pri levici, pri levičarjih v Sloveniji je to pač njihova pot v propad vsakega mandata. Ker karkoli naredijo, to nima refleksije, razen pri vas razglasijo za, ne medij, ne nekaj, kar je izven nekega mainstreama, in se potem mandati novih obrazov končajo v propadu. So pa toliko močni, da vedno producirajo še kaj novega in zato pač se
rojevajo novi prerodi pa tako naprej, razne stranke, da bi se trik ponovil, ne. Ampak kljub temu, da se to stalno ponavlja, ima to tudi to življenje v laži, no. Če poenostavim, ima strateško posledico v tem, da v levem polu vlada negativna kadrovska selekcija, ne. Recimo v 90. letih prejšnjega stoletja, tam 10 let po osamosvojitvi v času Drnovška, ne bi bilo možno, da bi bil po moje kdorkoli od teh, ne, ki je zdaj minister v Golobovi vladi, takrat minister. Ne, so padli za 10 nivojev navzdol. Ne. In je to nek strateški razkroj tega pola, ne samo pri nas, tudi marsikje drugje po Evropi in prihaja do obrata. Ne. Prihaja do obrata, tako da kot čez kakih 5 let boste imeli manj tem za vašo oddajo. No, jaz iskreno upam, da že po naslednjih volitvah. Se pravi, preveč propagande je lahko tudi preveč, oziroma je preveč, očitno se kaže zadnje 3 volitve oziroma 3 glasovanja, evropske volitve, 2 referenduma, so ljudje pokazali, da očitno vse manj verjamejo temu pranju možganov, oziroma da nekako da so spregledali, da vidijo, da so te laži tako očitne, tako brutalne, ne, zdaj, če jih takole iz glave, ne, tistih, ki se najbolj spomnimo, ne, začel se je z tistim fašizmom, ki ga nikoli ni izrekel Robert Golob, pa vemo, da ga je izrekel, pa z odkupom vse pšenice slovenskih kmetov, pa z uravnavanjem cen, pa z gradnjo 100 hiš na mesec, pa 30 000 stanovanj. Pa spadali za gazo. Ja, padala. V bistvu tako gremo gledati, ko pogledam jaz tako nazaj, so te laži tako brutalne, ne, super računalnik, ne, ki bo napovedoval vreme po celem svetu in reševal poplave, ne, in to v nastopu v Združenih narodih, tolč po mizi in tako naprej. Kako napovedujete, oziroma katero smer bo šlo zdajle do volitev, je praktično 4 mesece, ali se bo to prebujanje, pa ne v smislu volka, ampak tega, da bojo ljudje spregledali, da so šli pa res predaleč, ne? No, najprej naj rečem, da smo mi desetletja živeli v neki veri, da slabš pa ne more biti, pa se bo obrnilo, ne. Tudi zdaj skozi poslušamo, saj slabš pravzaprav ne more biti. V bistvu nas je to dogajanje naučilo, da temu ni tako, vedno je lahko še slabše. Vedno obstaja še slabše od slabega, ne. Saj zgodovina človeštva je to dokazala, ne. In samo na to se ni zanašati, ne. Prihaja do obrata, ker je pač v veliki meri ta ideologija kulturnega marksizma na Zahodu pač prišla v tako absurdnost, ne vem, ko ti razglasiš, da je 47 spolov, ne, pa da je spol socialna kategorija, pa da se lahko vsak odloči, kjer ga spola bo, pa da je lahko moški noseča, ne, pa da ima menstruacijo. Ko stvar pride v to absurdnost, ne, in se to začne razglašati kot mainstream, pride do povratnega udarca, ne. Ker to ni zgolj propaganda, to je ali pa ideologija, to je protiznanost, ne. To ni samo proti 10 božjim zapovedima, ne. To je koncept protiznanosti, to je proti razsvetljenstvu, če hočete. In čim so šli v te absurdnosti, je bilo jasno, da bo pač proti udar. Zdaj, kar se Slovenije tiče, imate prav, ne, tudi veliko ljudi spregledalo, se kliče vašo oddajo, ljudje, ki so volili Goloba, pa se javno kesajo, ne. Tudi težko je koga srečati danes že, ki bi to priznal, ne. Kljub temu pa ima ta glomazna pač levičarska propaganda še vedno negativen učinek, kar se tiče volilnih rezultatov, ker kljub temu, da ljudje ne verjamejo, so še vedno zmedeni. Se pravi, ni cilj samo
prodati laž kot resnico. Cilj je tudi ljudi zmest. Tudi na nedeljskem referendumu udeležba je bila 40%. Več kot polovica volilnega telesa je ostala doma. Pa tudi na splošnih, na državnozborskih volitvah, razen takrat, ko je neka ekstremna mobilizacija, kot je bila zdaj recimo po covidu, ko je šla udeležba tam proti 70%, smo mi malo nad polovico. In spomladi smo delali neko večjo raziskavo po volilnih okrajih in ko je bilo narejeno križanje med kategorijo, ki pravi, da zagotovo ne bo šla na volitve, ne, in med kategorijo, ki ne podpira te vlade, ne, smo ugotovili, da je med tistimi, ki pravijo, da zagotovo ne bodo šli na volitve, skoraj več teh, ki ne podpirajo vlade, kot med tistimi, ki bi glasovali za našo stranko. Se pravi, med nevoljivci je pretežni del nevoljivcev v Sloveniji, ne, ne podpira tega, kar je zdaj, je nezadovoljnih za stanjem. Ampak velik del teh misli, da s tem, ko ne gredo volit, protestirajo proti temu stanju. Ne. Še posebej je to v nekaterih socialnih kategorijah izrazito. Pač ne gre, tako je slabo, nič nijemo od tega, zato ne bom šel volit. Druga največja kategorija tukaj pa so pa tisti, ki pravijo, saj so vsi isti, saj ni nobene razlike, se pravi, je ta zmedeni del nevolilnega telesa, ampak nevolilnega telesa. In ta segment je hkrati seveda tudi ključ do rešitve. Ne. Pač te ljudi je treba prepričati, da ni čisto vseeno, ne. Kdo zmaga na volitvah, ni čisto vseeno, kjer vprašanje dobi večino na referendumu in da njegov glas lahko kaj odloči. To pa se v sistemu, kot je pri nas, lahko naredi samo tako, da z ljudmi govoriš. Ker oni ne verjamejo, pač gledajo mogoče tudi malo vas, malo osrednje medije in na koncu je zmeda in rezultat te zmede je pač ne grem volit. Sem nezadovoljen, maksimalno nezadovoljen, ampak ne grem volit. Moj glas no nič spremenil, nič. Zdaj, če bi 10-15% te kategorije, ne, spoznalo moč svojega glasu, smo mi na ustavni večini razuma. Je pa ta levičarski mainstream propagandni seveda zdaj v glavnem usmerjen v delanje zmede. Zdaj tega mandata ne more več rešiti, to ne glede na to, koliko porok pa vinjet pa božičnice še tega mandata ne morejo več rešiti, ne, javnomnenjsko, zato je zdaj koncentracija v delanje zmede. Zato, da bo čim več nezadovoljnih ostalo doma. In jasno je seveda, kaj moramo delati tisti, ki si želimo, da je bila stvar obratna. Ja, takole javljajo mi, da moramo počasi končati, ampak za konec še ena stvar, tako da optimistično zaključimo, ne. Očitno je, da prihajajo mlade generacije, ki pa razmišljajo drugače. Mladi ne gledajo televizije, ne berejo časopisov, niso podvrženi mainstreamu, ampak večino ali pa ključne informacije dobijo iz tako imenovanega digitala, iz družbenih omrežij, družbenih platform, družbenih spletnih medijev. In opaziti je, sploh v zadnjem času, pogosto ste z mladimi, veliko jih je, recimo mene zdaj le zadnje par let fascinira na celjskem sejmu vrste mladih, želijo se včlaniti v stranko, želijo se slikati z vami, to objaviti na družbenih omrežjih, kar par let nazaj je bilo tako malim še nerodno. Danes pa dejansko prihajajo generacije, ki dajo optimizem, da prihaja tudi ena kvalitetna sprememba v volilnem telesu. Ne? Ja, v bistvu drži oboje, kar ste povedali, prihaja do tega premika in prihaja zaradi tega, ker pač mlada generacija ne bere časopisov, ne gleda televizije, razen redko. Mogoče, če izamejo šport in tako naprej. Oni vse informacije dobijo iz omrežja in tukaj so pa stvari manj propagandne in manj enostranske.
Poleg tega se obveščajo tudi med sabo, se pravi, tako imenovani vplivneži v mladi generaciji, ste različni, ampak imajo večji vpliv na ravnanje velikega dela te generacije kot vse depolitizirane osrednje medijske hiše. In se je ta razlika naredila. Poleg tega zdaj mlada generacija zna poiskati na omrežju več virov. Tisti, ki gleda samo ali pa spremlja samo srednje medije v Sloveniji, pa tudi če je popolnoma dober človek, pa malo dobro razmišlja in tako naprej, dobi enostranske informacije in ima izkrivljen pogled na zadeve. Ne moreš imeti, če imaš samo enostranske informacije, ne moreš imeti realnega pogleda na situacijo. Na omrežjih je pač tudi jezikovna barijera, pač pri mladih ni problem, je teh informacij pač veliko in veliko mladih ljudi zna to izbrati in prebrati in ja, dogaja se premik. Recimo Slovenska demokratska mladina, naš podmladek, ki je v tem času od zadnjih volitev verjetno podvojil članstvo. Zdaj mi v tem valu, ki se zdaj krepi, dobimo na mesec 400 do 500 novih članov, od tega je tretjina mladih. 10 let nazaj jih ni bilo niti 10%, ker pač enostavno tukaj ni bilo interesa in mladi so pogumni. Upajo si povedati, upajo si izraziti svoje mnenje. Zdaj, kot sem dejal na začetku, ravno prihajam iz Maribora, kjer smo imeli polno dvorano mladih, še enkrat več jih je bilo kot je vas tukaj, kjer je potekala pač debata ali pa predstavitev slovenske osamosvojitve in so vsi z zanimanjem poslušali in so se pol pogovarjali. Skratka, prihaja ta, kot pravi, generacija Z, ki enostavno ne kupuje več bullshita, ne kupuje več tega, da se jim pač glavo napolni z nečim in se potem temu slepo sledi. Zdaj, preko vikenda sem bil na tej statutarni skupščini Mednarodne sredinske internacionale oziroma Demokratske internacionale in so kolegi praktično z vseh kontinentov razlagali, da je to globalni val, da povsod prihaja do tega obrata. Če je kdo spremljal to dogajanje ob atentatu na Charlieja Kirka v Ameriki, to se je zelo pač jasno pokazalo in tudi atentat je posledica pač te histerije, ki se je sprožila pri levičarjih, zato ker prihaja do tega obrata. Tako da to je stvar, ki nas navdaja z optimizmom in seveda v Sloveniji bo mlada generacija po moje tista, ki bo imela velik delež zaslug za obrat naslednjo pomlad, ker tudi raziskave kažejo, ne tiste od Mediane, mogoče tudi, sem tega ne objavil, da prihaja ta strukturni premik. Prihaja ta strukturni premik pri volilni intenciji. Ja, ne samo pri Charlieju Kirku, tudi v Sloveniji v primeru umora Aleša Šuterja je bilo na protestu polovica mladih ali pa mogoče še celo več in so pokazali, da postajajo aktivni, ker do zdaj so bili pasivni, tudi niso na volitve hodili, to se spreminja. Ja, najlepša hvala, čas je, da zaključiva počasi, tako da hvala za ta pogovor. Gospod Janša, vas pa vabim, da obiščete našo stojnico novih obzorij, vse knjige.si, tukaj v tej hali, tamle na levi strani. Bomo podpisovali tudi knjige, lahko kupite tudi še knjigo gospoda Janše Budnica, če jo še niste, čeprav je to, mislim, da bila v preteklem pa letošnjem letu ena najbolj prodajnih knjig na slovenskem knjižnem trgu, tako da vljudno vabljeni in hvala lepa še enkrat vsem.